In kako lahko poteka ta priprava? Je to, izmenjava igre vlog z nekim sodelavcem? Je to, pogovor za AI-jem? Je to, pred ogledalom, odgovarjati, svoji, podobi v ogledalu? To sem Aha, jaz delala kot punčka. ja. Mislim, igra vlog lahko, zakaj ne? Je pa res, da včasih je to težko izvedljivo, ne. Ljudje po navadi rečejo: za to pa nimamo časa." Okej, nič hudega. Če ne gre, pač ne gre, ne. Jaz mislim, da je pred tem zelo pomembno, da smo mi dovolj strokovno podkovani, da se seznanimo z vsebino pogajanj in da v to vključimo vse tiste v podjetju, ki lahko k temu pomembno prispevajo. In da s temi, pripravami začnemo pravočasno. Da ni to dan pred recimo pomembnim sestankom ali pa celo dopoldne, popoldne imamo pa pogajanja, ampak da temu res namenimo dovolj časa in pa dovolj kvalitetnega časa. Kaj meniš o eni tehniki, ki mislim, da se imenuje audit accusation, ko ti Aha. na začetku v bistvu, zbereš vse negativne ugovore, ki bi ti jih lahko nasprotna stran podala, in jih že ti vnaprej izrečeš, preden pride do tega, da ti jih servira nekdo drug, Pogajalski partner. pogajalski partner. Okej, to je možno. Zdaj, če bi tukaj govorili o retoriki, bi rekli, da je to tehnika prehitevanja, lahko je pa tudi accusation audit. To drži, a ne. Se pravi, v taki situaciji bi recimo lahko rekli: "Aha, okej, zdaj, ko sem vam jaz predstavila naša izhodišča, me boste verjetno vprašali, na kakšen način smo prišli do tega." Tako da mogoče kar razložim, in sicer se pravi, kaj s tem narediš? Predvideš ugovor in ga že vnaprej razrešiš. Ni pa to vedno dobra tehnika. Moje mnenje je, da na pogajanjih je vseeno bolje počakati, kaj bojo zdaj oni povedali, in se šele nato mi na to odzovemo. Razen če vmes, ko že predstavljaš svoj vidik, vidiš, da se vmes nekaj dogaja, da gre v to smer, potem pa morda Mogoče, v taki situaciji bi bilo, celo bolj smiselno, da bi to naslovili. Če jaz sedim recimo za mizo, vidim na drugi strani pogajalski partner, pogovarjajo se med seboj, jaz bi to naslovila, ne. Jaz bi rekla: okej, oprostite, nekaj se dogaja, mi lahko poveste, za kaj gre, da vidim, če lahko to rešimo skupaj." Pač vprašaš, a ne. Ker če ti nasloviš neko neželeno, neko vprašljivo, manipulacijsko vedenje, to pomeni, da, s tem ti vplivaš na lastno kredibilnost. Kar pomeni, da bojo tebe doživljali, ne mogoče samo kot samozavestnega, kredibilnega pogajalca, ampak tudi karizmatičnega. Ti znaš postaviti mejo. okej. A lahko sprobava, a lahko poskušava, odigrati eno vlogo. Recimo bom vzela en, primer iz nekega vsakodnevnega življenja. Dajva. Recimo, ke se je meni zgodil zelo pred kratkim. Jaz sem kupila en relativno drag kozmetični izdelek. Okej. Konkretno je šlo to za ene, manjše vzorce zelo dragih parfumov. Dobro. In ko sem jaz to odprla, sem ugotovila, da v bistvu je to praktično brez vonja. Aha. Kljub temu, da sem prišla do teh parfumov zato, ker je ena znamka bila s tem pošpricana in je res tako noro lepo dišalo, da sem jih želela sprobati. To pomeni, očitno je bilo nekje nekaj narobe. Zdaj, lahko sklepam, da so bili tisti, vzorčki, ke so jih imeli naprodaj, tam predolgo, da so se zdišali. Vem pa ne. In jaz zdaj pridem nazaj v trgovino in, recimo, da sem jaz prodajalka, prosim, Aha. ti si pa Maja, ki bi Okej. rada, jaz sem za to plačala 150 evrov. Dobro. Ogromno denarja. Okej. In In meni jaz se se s tem preprosto, seznanim. ja, meni se fržmaga. Jaz bi rada dobila zdaj nazaj denar oziroma nekaj bi pač rada dosegla. Okej. Jaz sem pa prodajalka v Okej. trgovini. Dobro. Dober dan, gospa. A ste nazaj? Ja, res je, sem nazaj, ampak z ne preveč dobro novico.
In sicer, izgleda, da se me spomnite, jaz sem prejšnji teden kupila tehle 5 parfumčkov, jaz sem to v dobri veri odnesla domov, odprem in jaz ugotovim, in to zjutraj, ko sem se odpravljala v službo, da enostavno ti parfumi nimajo nobenega vonja. Kako to mislite, gospa, da nimajo nobenega vonja? No. Ja, ne vem, težko rečem. Ko sem bila pri vas v prodajalni in ko ste vi meni, dala tester pod nos, meni se je zdelo, da diši ta parfum na povsem drugačen način. To je normalno, veste, ker vsak parfum drugače na koži diši. To je čisto normalno. Okej, deloma bi se lahko strinjala. Je pa tudi res, da sem ga tukaj poskusila, ne, in sem šla pol še za 15-20 minut ven, ker se tega zavedam, pridem nazaj, ker mi je res dišalo in jaz sem to kupila. In zdaj jaz ne vem, kaj vi predlagate, ne. Zdaj jaz z izdelkom nisem zadovoljna in vas lepo prosim, da mi denar vrnete. Ja, gospa, ne moremo tako, bo to bi vsak lahko pol nazaj nosil te parfume, veste, to pa res ne moremo. Okej, zdaj sklepam na podlagi tega, da jih je bilo več ali kako, ki so želeli to vrniti. Tega pa nisem rekla, čakajte, to pa nisem zdaj jaz rekla. Okej, dobro. Jaz sem ena izmed tistih, ki sem to prinesla nazaj. Zdaj, če se midve ne moreva zmeniti, lahko mogoče pokličete koga, ki bi tukaj pomagal? Jaz sem šefica, Vi ste vodja. jaz sem vodja In in imam izkušnje, da se s parfumi ni za hecati, ker čez čas vsakmu nehajo dišati, veste. Tako da niste ne prva ne zadnja, ki ste imeli tako izkušnjo. Okej, skratka, sklepam, da nas je več in da so tudi drugi že imeli podobno izkušnjo. Tega pa jaz nisem rekla. Ne, dobro, okej, zdaj, jaz bom to, kar ste rekli, vzela na znanje. Parfume bom odnesla domov in bom potem sama razmislila, kaj bom s tem naredila in kako bom ukrepala. Zaenkrat pa hvala za vašo pomoč. Kako to mislite ukrepala? Ja, bom videla, kaj bom naredila, ne, mislim, kakšne imam jaz še druge možnosti, da to zadevo rešim, a ne, ker to je bilo vseeno 150 evrov. In jaz sem na podlagi tega, na podlagi parfuma, ki sem ga tule preizkusila, jaz sem šla domov s povsem drugačnimi pričakovanji. Okej, ampak zdaj recimo, da se tukaj ta zgodba konča, zdaj jaz parfumov nisem uspela vrniti nazaj in tudi nisem uspela denarja nazaj dobiti. A Ja. sva kaj drugega naredili? A sva Zdaj to ni toliko pogajalska Ja, res je, metoda, to je bolj pritožba stranke, drži, ne. res je. Kjer na drugi strani ima mogoče prodajalka, ne vem, kako naj se izrazim, prodajalka, Prodajalka? res zvezane roke, ker nima možnosti odločanja v taki situaciji, ne. Mogoče je bila to res vodja, ampak tudi če je vodja neke poslovalnice, še vedno mogoče nima, ne, Hvala neke. za ta uvid. Torej, Ja. treba je tudi vedeti, da, ker to smo tudi včasih tako naštimani, mi bomo zdaj dosegli vse, kar smo si zadali, ne bomo, a ne. Zato, ker je treba upoštevati v nekih relativnih okvirih, da pač smo v svojem milnem mehurčku in da pogosto realnost ni takšna, kot si jo predstavljamo. Ni. Ne. Zdaj upam, da ni to tako zvenelo, kot da jaz kot stranka grozim, ne, ker ta grožnja, mislim, Je brezvezna. to je čisto brez veze. Pa res, to je čisto brez veze. Rajši se lepo posloviš, rečeš, okej, bom jaz to nesla domov, moram malo razmisliti. Jaz sem razmišljala morda še o tem, da bi jih prinesla tja in bi rekla: "Gospa, a se lahko dogovoriva, da vam jih jaz tukaj za 2 dni pustim, pa jih preizkusite sami, pa se vrnem čez 2 dni, pa mi boste vi povedali, kaj vi o tem mislite." Morda, tako sem razmišljala, Ja. bi morda bil to pravi način, in da če je res z njimi kaj narobe, bo ona to ugotovila. Oziroma njen nadrejena bo ugotovila. Upam. Mislim, lahko, zakaj ne? Možnosti tukaj imamo več, ne. To je sigurno ena izmed njih, ne. Okej, Mojca, dejansko je minilo 50 minut. Hitro gre ko strela.
kako nam lahko pogajanja ali pa veščina pogajanj, bolj gre za veščino, ki se jo naučimo, izboljša vsakodnevno življenje? Okej. Jaz bi rekla, da je odgovor tukaj relativno preprost. Če znamo mi presoditi, kdaj je reševanje določene situacije primerno, da uporabimo pogajalski pristop ali pa vsaj določene prijeme, ki so sicer značilni za pogajalski pristop, s tem lahko pomembno prispevamo k eni zelo pomembni zadevi v vsakdanjem življenju, ki se ji reče odnos. Kar pomeni, midva sva se znašla, kot recimo prej, v neki zahtevni situaciji, ampak ne glede na to, da je zame rešitev zelo pomembna, zame je pomemben tudi odnos, ki ga jaz imam s tabo. Ker tudi v najinem primeru, če jaz pokvarim odnos, to pomeni, da najverjetneje v to prodajalno, ki mi je sicer všeč, imam eno slabo izkušnjo, ne bom stopila več. Če pa smo v poslovnem okolju in če si želimo dolgoročnega sodelovanja, pa tukaj brez odnosa in brez zaupanja ne bo šlo. Ja, čudovita iztočnica. Dejansko, je to res, mi lahko hodimo čez, življenje kot eni buldožerji, ke v bistvu se, praktično z vsakim skregamo do onemoglosti, ampak v enem trenutku zares zmanjka v okolici ljudi, ki bi bili to še pripravljeni prenašati. Tako. In ko se nas enkrat drži sloves, ta je pa problematičen, milo rečeno, Ja, je dejansko, to pove vse o nas. tako. Za razliko od tega, da če s pogajanji oziroma z nekimi pristopi, kot so zastavljanje vprašanj, omilimo situacijo, morda tudi stopimo iz tistega prvega impulza, zdaj sem pa jaz čisto razhudila, ste pa že videli hudiča, smo v bistvu naredili ogromno in zase Res je. in za vse prihodnje naše odnose. Tako. Čudovito. Najlepša ti hvala, za, vse te informacije. Mi se vidimo čez 14 dni in, upam, da je še kdo od vas pomislil na to, da bi bilo dobro poskusiti kaj od tega, o čemer smo se midve danes pogovarjali, morda pa v vsakodnevnem življenju dejansko funkcionira.